Pozdravljeni. Porsche ne bo prišel v Formulo 1. Novica, ki ste jo lahko prebrali še pred nekaj dnevi. A verjetno, kdor se ukvarja s Formulo 1, to ve vsaj od septembra lani. Zakaj še danes poslušamo toliko izmišljotin, konstruktov, nebuloz, bomo pa skušali razumeti v naslednjih minutah. Okrog prihoda Porscha v Formulo 1 je bilo povedanega in napisanega mnogo, uresničenega v resnici nič. In danes si bomo pogledali zadnjo epizodo tistega, kar je bilo verjetno marsikomu izmed vas jasno še mesece. Porsche ne prihaja v Formulo 1. Nekaj, kar nekateri avtorji izgleda še pred kratkim niso razumeli. A poglejmo si, kot običajno, zakaj gre v neki zgoščeni, krajši obnovi. Seveda, izpustil bom one epizode, ki za razumevanje celotnega dogajanja niso bistvene, ampak skupščina skupine Volkswagen je v maju leta 2022 dala prosto pot tako Audiju kot Porscheu, da se bodo priključili Formuli 1, seveda v sezoni 2026. Jasna novica, jasna usmeritev in vsi so bili nad tem navdušeni. Dobesedno do septembra istega leta, ko so propadli pogovori z Red Bullom. In o tem sem naredil 2 ločena prispevka. Kdo nam laže in kaj bo storil Porsche? V teh 2 prispevkih sem na hitro orisal vse tisto, kar je bilo bistvenega in kar smo razumeli do tedaj. In glavna točka je, da Porsche v vsakem primeru ne bi sestavil celotnega pogonskega sklopa, temveč bi samo recimo posodil ime in pomagal pri električno-hibridnem delu. In posoja imena je bila mišljena v zameno za plačilo. Seveda Porsche bi plačal, zato da bi bila znamka na samih pokrovih ventilov. A videli smo, da z Red Bullom niso prišli do skupnega jezika, ker so hoteli imeti tudi delež v sami ekipi. In tu lahko vidimo nekaj, kar je bistveno pri razumevanju nadaljnjih dogodkov. Namreč 3. februarja leta 2023 so pri FIA objavili uradni spisek dobaviteljev pogonskih sklopov za obdobje 2026 do 2030. In kot vidite na uradnem dokumentu, Porsche ni prisoten. A mnogi so se ustavili pri tistem dejstvu, da poleg Red Bulla je že zapisan Ford in da tudi Honda ostaja. In takrat ta odsotnost Porschea ni motila nikogar in v bistvu verjetno tudi malo kdo se je tega zavedal. Kajti kljub vsemu 7. februarja 2023, torej le nekaj dni kasneje, smo lahko v raznih medijih zasledili res izjemno fantazijsko zgodbo. To, da bo Porsche vstopil v lastništvo Williamsa, kajti tam je že njihov, imenujemo ga, zgodovinski pokrovitelj Gulf. In te govorice so pripeljale do tega, da so sami odgovorni pri Porscheju morali zadevo demantirati. In tudi o tem sem govoril v 6. komentarju novic, 3. točka, prispevek je bil objavljen 8. februarja. In že tu lahko vidimo, koliko nebuloz je bilo stkanih okrog tega, da bi Porsche prišel v Formulo 1, čeprav je bilo jasno, da ne bo. A zgodb še ni konec.
V preteklem tednu smo lahko v sekundarnih virih naleteli kar na pravo poplavo člankov o tem, kako Porsche pa res ne bo prišel v Formulo 1. Dvomim, da resni ljubitelji formule tega nismo razumeli že septembra ali februarja. A vseeno, 28. marca smo lahko na spletni strani motorsport.com praktično prebrali še enkrat eno in isto novico. Zakaj je bil potreben še en teden, mi ni jasno, morda so le preverjali situacijo. Ampak v zadnjih člankih lahko preberemo zgodbo, ki nima neke osnove, ki ne more biti resnična. Namreč Porsche ne bo prišel v Formulo 1, ker so propadli pogovori z McLarenom. In komu izmed vas se zdi ta zgodba popolnoma neverjetna? Meni, na primer, da. Spomnimo se tistega obdobja, ko je bil Porsche še nekako privezan na Red Bull. Takrat se je govorilo, da bo Audi partner McLarena. Videli smo tudi razne fotomontaže okrog tega. In takrat Audi ni vstopil v partnerstvo z McLarenom, ker niso pri McLarenu hoteli prodati deleža Audiju. Zato so se odločili za ekipo Sauber in zgodba nam je znana. Seveda v glavah nekaterih, čez nekaj mesecev, so z enako zgodbo poizkusili pri Porscheu. Torej za Audijem ni šlo, pri Porscheu pa naj bi, po njihovem mnenju, McLaren z veseljem prodal kontrolni delež. Še posebej, če se spomnimo onega dejstva, da Porsche v tem trenutku ni sposoben sestaviti pogonskega sklopa, o tem smo govorili na začetku. Zgodba, ki ne more biti resnična. In verjamem, marsikdo sedaj bo začel s tisto znano, saj iz prvenstva vztrajnostnih avtomobilov imajo enoto, ki je skorajda pripravljena za Formulo 1. Ne vem, kje je nekdo pobral to zgodbo, ampak ni resnična. Prosil bi tiste, ki verjamejo v to teorijo, naj mi razloži, kaj je enakega oziroma kaj je bilo enakega med pogonskimi sklopi Formule 1 in onimi, ki so bili v uporabi v prvenstvu WSC, in govorimo o zelo dolgem obdobju v preteklosti. Namreč do sedaj so se zadeve spremenile in tisto, kar je bilo, zagotovo ne bo več aktualno v prihodnosti. Zato lahko vidimo zopet, da v virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, se nekateri grejo dobesedno neke vrste populizma. Izmišljujejo si zadeve, samo da v naslovu lahko imajo na primer besedo Porsche ali pa Ferrari, da ne omenjamo Mercedes. Verjetno mnogokrat ste tudi vi naleteli na članek, ki ima izjemno lepo zveneč naslov, ampak na to v vsebini tistega, kar smo nekako pričakovali, ne moremo dobiti. In to je eden izmed glavnih problemov, na katere naletimo mi, ljubitelji Formule 1, ko prebiramo novice. Dobesedno avtorji nas skušajo vleči za nos. A dovolj je biti malce pozoren in si dobesedno zapomniti, kaj se je zgodilo. Če so že februarja v FIA povedali, da Porsche ne bo prisoten v sezoni 2026, je zgodba zaključena že takrat. Ni potrebno čakati še mesec in pol več, da dobimo uradno potrditev. Smo jo že. A verjetno nekaterim to ni jasno. Zato takšne zgodbe ponavljajo, nažalost v nedogled. A za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.